Na veliko noč popoldne je ljubljanski nadškof metropolit Monsignor Stanislav Zore v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani vodil ob 128. obletnici ljubljanskega potresa zaobljubljeno protipotresno pobožnost. Prisluhnemo njegovi pridigi. Zahvaljujem se vam, da smo se zbrali in stojimo pred Bogom v zaupanju, v molitvi in prošnji za naše mesto, za vso našo domovino in tudi za ves svet, da bi nas obvaroval šibe potresa, kakor imamo navado reči, da bi to mesto, ki je doživelo rušilen potres leta 1895, znalo ustajati pred Bogom, znalo častiti Boga, znalo zaupati v Boga in se zatekati pod njegovo mogočno varstvo, zaupati v njegovo ljubezen. Nikoli ne bo vse mesto takšno. Pomembno pa je, da nekateri vztrajajo. Kajti, kot nas uči že stara zaveza, Bog sliši molitev, pa čeprav pred njim stoji samo eden. In k njemu vpije iz vsega srca in k njemu moli z ljubeznijo. Spomnimo se Abrahama, ki je skrbjo z ljubeznijo prosil Boga za Sodomo in Gomoro. In Bog je slišal njegovo molitev. Nazadnje morda pomislimo, da je vseeno na mesto padalo ogenj in žveplo, ampak Bog je vse pravične odvedel iz tega mesta. Kakor je prosil Abraham. In tako tudi mi, ne da bi se imeli za pravične, ampak za grešnike, ki stojimo pred Bogom, ki zaupamo v njegovo pomoč, ki zaupamo, da je Bog naklonjen molitvi tistih, ki ga ponižno prosijo, prosimo tudi mi. Naj varuje to mesto. In to prosimo z ljubeznijo. Naj se ne prikrade v srce misel, naj Bog dela razloček med nami in tistimi, ki jih mi na takšen ali drugačen način prištevamo k tistim, ki niso vredni Božjega usmiljenja, Božjega varstva. Takrat smo tudi mi odšli izpred Boga. Prosimo za vse. Čisto za vse. Za tiste, ki vsak dan molijo pred najsvetejšim v našem mestu in za tiste, ki nasprotujejo Bogu v našem mestu. Danes naj bodo v naši molitvi navzoči vsi, v naših srcih navzoči vsi. Živimo v času, ko doživljamo potrese. Po eni strani potrese, ki se dogajajo v naravi, v teh premikajočih se silah tega sveta, zemlje, ki povzročijo tolikokrat rušilne učinke. Na poseben način imamo v spominu potres v Turčiji, pa potres pravzaprav istočasno v Siriji, ne samo enega. In se zahvaljujem vsem tistim, ki ste se odzvali in vsak po svojih močeh pomagali ljudem, ki so v nekaj trenutkih ostali brez vsega. In ni najhuje, da so ostali brez strehe nad glavo, ampak je najhuje, da so ostali brez družine, morda brez žene, brez otrok, brez moža. Veliko težje, kakor pa, če se porušijo zidovi, če se zruši streha. Kajti zid postaviš na novo, streho zgradiš na novo. Človeka ne moreš postaviti na novo. Ko umre, ga ni več v tvojem življenju. In zato hvala vam, da ste
materialno pomagali tem ljudem, kakor je bilo mogoče, in po drugi strani, da ste zanje molili. Da ste jih prinašali pred Boga, da ste bili sočutni do ljudi, ki jih ne poznate. Pravzaprav ste na ta način postali usmiljeni Samarijani. Ko se skloniš, čeprav na 1000 kilometrov daleč, človeku, ki doživi stisko, in mu pomagaš tako, kakor moraš. Hvala vam za to. Potem pa smo v tem času doživljali tudi tiste drugačne potrese, ki so dostikrat usodnejši in daljnosežnejši, kakor potresi v naravi. Doživljali smo in še vedno doživljamo vojno v Ukrajini. To brezumje nasilja, ki se skriva pod različne lepo zveneče besede, ki se preoblači v varovanje nekih pravic, ki se maskira, ampak vsi točno vemo, da to preoblačanje in da vse te maske ne koristijo. Zadaj je nasilje, človeško nasilje, človeška hudobija. In kako nas mora pretresti, ker to dela človek človeku, brat bratu. In tudi tukaj mora naše srce ostajati občutljivo, kajti tudi na to se lahko navadimo. Postane včerajšnja novica, ki nas danes ne zanima več. Danes iščemo drugačne novice. Dogajanje v neki Ukrajini pa pozabimo. To je potres, ki nas mora pretresti do globin, da se spreobrnemo in da začnemo globoko, iskreno moliti za vse. Za tiste, ki se preoblačijo in nadevajo maske, in za tiste, ki trpijo. Za te, da jim Bog zmehča srce, in za te druge, ki trpijo, da jim srce ne otrdi v sovraštvu. In končno, po celem svetu, pa tudi v naši domovini, doživljamo neko stalno tresanje, vedno močnejše tresanje temeljev družbe, temeljev medčloveških odnosov, temeljev pogleda na človeka in odnosa do človeka. Ko se na vso moč zaletavamo ali zaletavajo v družino, v njeno temeljno vlogo porajati življenje, izpolnjevati medčloveške odnose in skrbeti za prihodnost. In še huje, ko se zaletavajo v temelje posameznika. Si predstavljate, kakšen potres nastane v mladi duši, v mladem srcu, ko mu zamajajo pojem, kdo je, in začne dvomiti o sebi. In začne poslušati besede skušnjavca. Te besede pa naj jih govorijo takšne ali drugačne ideologije, so vedno besede Satana, ki hoče v človekovo srce zasejati dvom. Dvom v samega sebe, dvom v drugega človeka in dvom v dragega Boga. In ta potres je najgloblji. In na nas je, da se ne pustimo zavesti, da nas ne premamijo besede o sočutju, o ljubezen je ljubezen in vse podobne floskule. Bog je človeka ustvaril kot moškega in žensko in te odločitve ni spremenil in je ne bo spremenil. In samo ljubezen
med moškim in žensko je rodovitna. Vse drugo je namenjeno čehlanju ušes in zavajanju človeških src. In to so potresi, ki naredijo ne samo razpoke, ampak nazadnje doživljamo njihovo rušilno moč, ko dejansko porušijo vse, najbolj pa človekovo srce. In danes stojimo tu pri svetem Jožefu pred našim dragim Bogom zato, da bi, tako kakor Jezus ni nasedel jeruzalemskim zidovom, lepoti templja, ampak je vedel, da je ljubezen do Boga drugje, ne v zidovih. Tako tudi mi ne nasedamo ne obljubam, ne lepim besedam, ne gradovom v oblakih, ne glede na to, kdo jih zida. Ampak smo tukaj pred Bogom v molitvi in prošnji. Za tiste, ki jih vse te razmere, besede in ideologije begajo v njihovih srcih. Gospod, daj jim trdnost. Za njihove bližne, da jim bodo znali na pravi način stati ob strani. Za naše družine, da bodo živele iz tiste osnovne ljubezni, s katero so prišle skupaj, in da bodo ostale zveste Bogu in zveste svojim obljubam pri poroki. Za nas same, da bo Gospodova beseda vedno vodila naše življenje, kakor je povedal pisec pisma Hebrejcem. Poslušajmo njega, ki govori, ki nagovarja, ne nagovarja ušes, ampak nagovarja srce. Spoštovanjem in strahom služimo Bogu, tako kakor je njemu všeč. Dragi bratje in sestre, hvala, da ste prišli na to molitveno pobožnost za odvrnitev potresa in hvala vam, če boste iz dneva v dan z molitvijo oblikovali svoje srce in v molitvi stali pred dragim Bogom za vse naše mesto. Amen.